Zdravo. Danes imam za tebe čudovit video, učni video, v katerem bi ti rad na zelo enostaven način pojasnil, zakaj se tebi kot človeku, ki želi v življenju doseči nekaj novega, biti močnejši človek, biti bolj inteligenten človek, imeti močnejšo manifestacijsko energijo, doseči nek nov cilj, napredovati v življenju, zakaj se ti ob tem sproža mentalna izčrpanost? Ker bodimo realna. Ko človek se hoče naučiti nekaj novega, ko človek napreduje v življenju in vpeljuje nove navade v svoje življenje, ko se uči novih stvari, novih principov, je ob tem utrujen. In to je tudi glavni razlog, zakaj veliko ljudi noče se premakniti v življenju naprej. Če mi da pogledamo na tem planetu, vidimo dve vrsti ljudi. Eni so ljudje, ki konstantno se učijo novih stvari, konstantno razvijajo svojo zavest, konstantno širijo svoje življenje, gradijo pač nekaj v življenju, ali svojo kariero, ali svoje odnose, ali svojo družino, nekaj, konstantno rastejo. Spoštujejo to, kar imajo, ampak vejo, da si želijo več. To pomeni, fajn je, točka, kjer sem trenutno, je super, ampak ne želim biti na njej naslednjih 20 let. To se pravi, moramo se premakniti v življenju naprej. To je prva skupina ljudi. Druga skupina ljudi so pa ljudje, ki so ugotovili, da je rast zahtevna in da zahteva energijo in da se moraš potruditi in da če se potrudiš, si utrujen. In se jim ne da biti utrujenih, zaradi tega pač tičijo na mestu in živijo eno in isto življenje, celo življenje, dokler pač gre. In to sta dve skupini ljudi na tem planetu. Razlog, zakaj druga skupina ljudi na tem planetu, to so prav ti, ki so skozi na mestu in živijo eno in isto življenje ves čas, ne premaknejo naprej, je zato, ker se izogibajo mentalni izčrpanosti. Mentalna izčrpanost je stvar, ki se ti zgodi vedno, ko se ti učiš nekaj novega. In zdaj, če hočeš ti v življenju napredovati, če hočeš ti v življenju iti na višji nivo, če hočeš imeti močnejšo manifestacijo, hočeš imeti več obilja, hočeš biti bolj inteligenten in inteligentna, potem rabiš nove informacije, rabiš nove stvari se naučiti, posvojiti, nove navade moraš vpeljati v življenje, nov način življenja moraš začeti živeti, nov način razmišljanja moraš ustvariti in to zahteva od tebe energijo. In ko ti vržeš možgane pod vse te nove informacije in nov način učenja, oni porabljajo energijo, zato ker se morajo spremeniti. Tvoji možgani, takšni kot jih imaš trenutno, so v redu, ampak so v redu samo zato, kar imaš trenutno. Če hočeš ti nekaj več v življenju, moraš ti svoje možgane ponovno ožičiti, drugače jih moraš sestaviti. Fizično se morajo možgani drugače sestaviti in zato je potrebno ogromno energije. In oni, druge skupine ljudi, se tega ne da delati, ker je to utrujajoče. Zato potem rajši izberejo življenje, ki se ne spreminja. Ampak pustimo zdaj to skupino ljudi. Ti si človek, ki želi iti naprej. To pomeni, da moraš fizično spremeniti svoje možgane. Tvoji možgani se fizično morajo spremeniti, zato da ti omogočijo drugače razmišljati. Ker drugačno razmišljanje te vodi v drugačno življenje, v drugačno vrsto človeka. In če hočeš biti bolj napreden človek v življenju, rabiš imeti bolj napredne možgane. In vedno, ko daš ti novo informacijo v svoje možgane, se v tvojih možganih sproži nekaj, kar imenujemo nevroplastičnost. Nevroplastičnost je sposobnost bioloških možganov, da se prilagodijo novi situaciji. In zdaj, če hočeš ti v življenju napredovati, potem neke nove informacije, neke nove metode, neke nove navade implementiraš v svoje življenje, so zdaj možgani ob tem zmedeni. In možgani zdaj na začetku, ko ti nove informacije začneš razmišljati in ko ti nov način razmišljanja uvajaš in ko ti novo kulturo življenja gojiš v življenju, nove navade ustvarjaš, so zmedeni in oni zdaj morajo postati samozavestni. In v želji, da postanejo možgani samozavestni, da jim nov način življenja postane normalen, avtomatski, začnejo oni ustvarjati nove nevronske povezave. Nevronske povezave, to se pravi živčne celice v tvojih možganih, se začnejo na novo povezovati med seboj. Možgani se dobesedno začnejo biološko širiti. In to je tisto, kar utrudi tebe med učenjem novih stvari. Zato ti vedno, ko se učiš nečesa novega v življenju, si utrujen oziroma utrujena. Ker možgani porabijo ogromno količino energije za to nevroplastičnost.
Ker če hočeš ti narediti možgane, ki vibrirajo na višjem nivoju in so sposobni dojeti več više frekvenčnih informacij, jih moraš spremeniti, jih moraš dograditi, jih moraš na nov strukturirati. Ne? In to zahteva ogromno količino energije. In to sproži mentalno izčrpanost. In ljudje na planetu Zemlja smo naučeni, da se učimo samo na mentalni način. Večina ljudi na tem planetu, ki se uči, se neko stvar uči mentalno, to se pravi z svojim umom, svoj fokusirajo v razumevanje nečesa novega, berejo nove informacije, poslušajo nove informacije z glavo, kar pomeni, da morajo možgani in mentalni sistem zagotoviti 100% energije, zato da se možgani ponovno izgradijo. In to je zelo utrujajoče. Ti bom dal en zemeljski primer. Rečemo, da ti hodiš v službo, okay? In imaš hišo in imaš družino. In zdaj ti v tej službi dobivaš eno plačo. Če ti živiš isto družinsko življenje, kot ga živiš že zadnjih 10 let, lahko s to plačo normalno plačaš položnice, lahko s to plačo plačaš hrano za družino, počitnice za družino in lahko vsakih toliko časa kupiš nov avto. Evo, to je to. To ti omogoča ena plača, da lahko živiš lepo življenje. Zdaj se pa ti odločiš, da boš renoviral oziroma renovirala hišo. Kaj se zdaj začne dogajati? Ti najameš zidarje, malarje, najameš električarje, arhitekta, projektanta, vrtnarja, ker hočeš to steno porušiti, tam steno zgraditi, nove ploščice v kopalnico, novo inštalacijo po tleh, nov parket, novo ograjo, nova okna, novo stavbno pohištvo. Super, ti renoviraš hišo, kar pomeni, da hočeš spraviti hišo na višji nivo. Hočeš, da bo hiša višja frekvenčna, bolj napredna, bolj nova, da se boš boljš počutila v njej, ne? To je ta rast, o kateri govorim v življenju. Ampak imaš zdaj to eno plačo in dokler si ti iz te ene plače plačevala samo položnice, samo hrano in počitnice za družino, je šlo vse v redu. Zdaj mora pa ta ena plača, ko imaš ta ista plača, financirati tudi zidarje, financirati tudi renovacijo hiše. In ob tem moraš še vedno plačevati položnice in še vedno moraš polniti hladilnik in še vedno moraš tankati avto in še vedno plačevati telefon in otrokom novo šolsko torbo. Razumeš? Kar naenkrat je ta plača začela postajati kaj? Izčrpana. Plača je postala izčrpana, ker hočeš iti v svojem življenju na višji nivo. In to je stvar, ki se zgodi ljudem v možganih. Kot človek, ki se mentalno uči v življenju, na ta klasičen način, na katerega so nas v vesolju naučili in na katerega se skoraj cel svet uči, postanejo možgani mentalno izčrpani, ker morajo istočasno opravljati vseh 1000 funkcij, ki jih itak vsak dan opravljajo, in istočasno spreminjati življenje in rasti na naslednji nivo. In to je tisto, kar je lahko zelo utrujajoče. In naj ti še eno stvar povem, ki je tako rahlo demotivacijska na tej točki. Če ti ne čutiš mentalne izčrpanosti ob učenju, se v resnici ne učiš. Ti se v resnici učiš in tvoji možgani se v resnici spreminjajo in gradijo v bolj napredno novo verzijo samo takrat, ko čutiš mentalno izčrpanost v glavi. Če ti ne čutiš mentalne izčrpanosti, če se učiš na zemeljski način, se naučiš dovolj intenzivno. Pomeni, da v bistvu ponavljaš razmišljanje, ki ti je že znano. Razumeš, kje je zdaj težava? Če hočeš ti bolj napredne možgane, ki ti bodo omogočili naprednejšo manifestacijo, naprednejše življenje in se mentalno učiš v življenju, jih rabiš izčrpavati znova in znova vsak dan. Zato se študenti medicine so tako mentalno izčrpani. Če ti pogledaš nekega študenta medicine, ki študira te knjige vsako noč, vidiš te ljudi, da so dosti mentalno utrujeni. Ali pa kakšne ljudi na kakšnih pravnih fakultetah, ali pa kakšne znanstvenike, ki hočejo dojeti neko formulo, nek princip fizikalni, so tako mentalno utrujeni, ker toliko kurijo možgansko energijo, zato da probejo razumeti novo resničnost. In to je tisto, kar odvrača ljudi od napredovanja v življenju naprej. Tisto, kar bi ti jaz svetoval, je, da se začneš učiti na drugačen način.
Ne na način, ki te bo mentalno izčrpal, ampak da začneš ustvarjati v življenju nekaj, kar jaz imenujem kozmična nevroplastičnost. Kozmična nevroplastičnost je gradnja tvojih možganov in gradnja tvojega mentalnega sistema, kjer ti ustvarjaš nove povezave v sodelovanju z vesoljem in z vsemi energijskimi sistemi, iz katerih si ti zgrajena. Večina ljudi na Zemlji se uči enostransko, samo mentalno, zato zahtevajo, da 100% energije za spremembo zagotovi mental. In to je tisto, kar jih izčrpa. Če pa ti se začneš učiti večplastno, vklopiš v svojo spremembo, ki jo hočeš narediti v življenju, tudi svoj čustven sistem, tudi svoj duhovni sistem, svojo auro, svoj karmični sistem, vesolje, svojo dušo, svoj biološki sistem, vse te levele sebe, bo vsak izmed teh sistemov dovedel delček svoje energije in ti ne boš nikoli mentalno izčrpana. Istočasno boš pa lahko dosegala neomejene levele inteligence in zavesti. In človek, ki zna sprožiti kozmično nevroplastičnost, ni omejen samo na mentalno rast v življenju, ampak raste na vseh energijskih levelih naenkrat. In to mu omogoča, da lahko meteorno napreduje v življenju naprej. Širi svoje manifestacije, povečuje stopnjo obilja, povečuje stopnjo razumevanja, brez da je utrujen. In takšen človek potem lahko raste neomejeno daleč. In to je tisto, kar jaz učim, oziroma bom učil na novi duhovni šoli, duhovni coach, med drugim, ki se začne 6. julija. Duhovni coach je šola, na kateri bi rad streniral in bom streniral ljudi, zato da lahko razmišljajo na večjih levelih naenkrat in se meteorno gradijo na večjih nivojih naenkrat, kar jim omogoča ekstremno razumevanje sebe, drugih in sveta okoli njih. Duhovni coach je šola, na kateri bomo gradili 14 arhetipov coacha. To se pravi, kdo si ti kot duhovni heker, da znaš hekati energijo, znaš brati celično energijo, svojo energijo sebe in drugih ljudi, znaš brati DNK zapise drugih ljudi, aurično energijo drugih ljudi. Kdo je coach kot duhovni arhitekt, nekdo, ki zna graditi energijo, kdo je inkarnacijski coach? Ali razumeš, iz kje prihaja tvoja duša, koliko energije duše je zasidrane, kako je osebnost človeka ali pa človek pred tabo zgrajena? A to razumeš zase? Ali razumeš, zakaj imaš takšno telo, kot ga imaš? Kako deluje, kje te telo izčrpava, kje te telo gradi? To so stvari, ki se jih bova učila, kako komunicirati z vsemi nivoji vesolja naenkrat, zato da dobiš vse informacije, ki jih rabiš. Kako graditi karmično zavest, ko imaš, to se pravi razumevanje svoje karme, katera pretekle izkušnje, pretekla življenja gradijo tvojo inteligenco danes. Si ti predstavljaš, da kot človek znaš razumeti vse te nivoje, katere sem ti zdaj naštel? In potem, ko se ti lotiš nove izkušnje v življenju, to novo izkušnjo gradiš iz vseh teh zavedanj naenkrat. Ni šans, da si mentalno izčrpana. Zaradi tega, ker se ustvari znotraj tebe sinergija in tebi novo navado, novo razumevanje, novo informacijo pomagajo sprejeti vse te dimenzije, katere sem ti zdaj naštel, in niti ti nisem naštel vseh dimenzij. Ker nimamo zdaj toliko časa, da greva v to. Če te zanima duhovni coach, šola, ki evoluira ljudi na absolutno naslednji nivo in ustvarja spiritualne coache, ki razumejo stvari na način, na katerega zelo redki ljudje razumejo energijo človeka na Zemlji, si poglej, ob tem videu imaš povezavo oziroma na naši spletni strani www.potovanje-duše.si, pa si poglej tečaj, in če te kliče šola, se prijav, zaradi tega, ker je izjemno potovanje, ki bo popolnoma obrnilo življenje vsakogar, ki bo del njega. Ampak tisto, kar bi ti rad zdaj povedal, je, da lahko živiš življenje, v katerem skozi napreduješ, v katerem se skozi učiš novih principov, si vsak dan bolj inteligenten in inteligentna, vsak dan bolj energijsko pretočna, vsak dan močnejši manifestator, manifestatorka in ob tem nisi mentalno
izčrpan, izčrpana. In potem lahko ohraniš to iskreno željo po razvoju, po učenju, navdušenje nad življenjem. Tako da, želim ti čim večjo, močnejšo nevroplastičnost v življenju in želim ti, da spremembe uveljavljaš in da se učiš na način, ki te ne bo izčrpaval, ampak napajo. In želim ti, da si vsak dan bolj srečen, srečna, vsak dan bolj navdušen, navdušena, vsak dan bolj polna življenjske energije, vsak dan bolj radovedna, radovedna glede svojega življenja. In želim ti, da si ustvariš fantastično življenje. Na kakršenkoli način boš že to naredil, naredila, če boš prišla tja oziroma greš v smer, v katero si želiš, sem pa jaz srečen in zadovoljen. Zdaj pa pojdi graditi svoje možgane in te lepo pozdravljam.